Pozdravljeni v 9. epizodi Simple Life podcasta 16. junija 2020. Z vami sem Jure Peher in v prvih nekaj epizodah sem na polno skurcal telefone, ker sem mnenja, da zelo veliko stresa pride prek telefona. Ampak, pol je pa kle druga stran telefonov in to je, da lahko krasno odpravijo stres. Če jih pač pravilno uporabljaš, lahko vse svoje skrbi v bistvu iz svoje glave prestaviš v svoj telefon. In pol te manj skrbi in boljš spiš. In to je tako ta najboljša stran telefona, če mene vprašaš, ker, namesto da ti skrbiš za svoje skrbi, pol telefon skrbi za tvoje skrbi in je tako ful fajn. V glavnem, kle nekje sem strnil zadevo na 6 točk in ker grem čez teh 6 točk. Prva je, da uporabljaš mobilno aplikacijo. In z razliko od rokovnika, zato ker imajo mobilne aplikacije dve prednosti, vsaj kakor jaz vidim zadevo. Ena je, da imajo varnostno kopijo, da so pač na oblaku in da tudi če zgubiš telefon, je še vedno zadeva tam, si pač kupiš nov telefon in vpišeš v to aplikacijo in je vse te tam počaka. Medtem, ker če zgubiš rokovnik, si pač zgubil rokovnik. Razen, če si vse dvakrat zapišeš v 2 rokovnika, ampak pač ne vem, zakaj bi to kdo delal. Tako da to je ena prednost aplikacij, druga je pa, da lahko zacingljajo. Namreč ne poznam rokovnika, ki bi lahko naredil ding in ti rekel, stari, danes imaš pa to, ob teh pa teh urah. Medtem, ker telefon pač nastaviš opomnik in ob določenem dnevu, ob določeni uri, zadeva zacinglja in te spomne. To je pač ta dobra stran aplikacij. Potem druga točka je, da si ustvariš navado, da zapisuješ vse skrbi. Ne da, enih ne zapišeš, pa ene mogoče včasih zapišeš, pa tretje vedno zapišeš, pa pol četrte, sem pa tja. Ne. Pač vse gre v aplikacijo. Če te skrbi zadeva, gre v aplikacijo. In pol sčasoma si ustvariš to navado, da vse, kar ti hodi po glavu, pa ti pač kali ta notranji mir, pač prestaviš v telefon. Ne bo tam, ti pa pač imaš mir. Sej, bom še povedal točno, kako to prestaviti, tako da imaš res lahko mir. Ampak vse roma v to aplikacijo. Tretja točka je, da vse roma v to aplikacijo. Ne, da imaš nekaj v eni drugi aplikaciji, pa nekaj na mailu, pa nekaj na postih listkih na hladilniku, pa nekaj na postih listkih v kopalnici, pa nekaj v listkih v denarnici, pa nekaj, sej vidite, kam pa stati smo li. Pač fajn je imeti vse na enem mestu. Da veš, kje imaš, da veš, kje najdeti in da takoj najdeš, ko hočeš najdeti. In to je to, tretja točka, vse na enem mestu. Pol je 4, da dogodke in naloge umeščaš v čas. Ne samo, da jih zapišeš, ampak da vedno rečeš, takrat bom to naredil, takrat pa to. Da ni več tistega, kako bi rekel, vseeno ostane neka živčnost, tudi če si zapisal nalogo, ampak ne veš točno, kdaj se bo šlo to. Je pač ta nedorečenost, ki te lahko malo tako fucking živčnega dela. Tako da umeščanje dogodkov, kar ponovadi ni problem, bolj so naloge, umeščanje nalog v čas. Pol je pa 5. točka in 5. je pa nekaj, kar sem tudi jaz ful velikrat spregledal in kar večina ljudi se mi zdi spregleda, je, da velikrat nismo živčni zaradi samega dogodka, ampak zato, ker recimo, da imaš v torek ob 11. v službi ali pa v šoli neko predstavitev in te bo prišlo 17 ljudi poslušati. In jaz bi rekel, da niti ni fora v javnem nastopanju pa v potencialni tremi, kar saj imamo vsi tako delno, ampak da, bom zdaj povedal svoj primer, meni ni problem javno nastopati,
meni je problem javno nastopati, ker ne vem, kva bom povedal, ker ne obvladam teme, ker nimam blage veze o tistem, o čemer bom govoril. To je večji problem. Ker recimo, in vedno dam za primer, Pokemoni. Ti mene lahko mod predstaviš pred ne vem koliko folka, pa ti bom o Pokemonih lahko razlagal tako 2-3 ure. Zato, ker sem bil mali, sem toliko tega preigral, da komod, tamle ujamaš tega, pol poke žoge tam kupaš, pol najboljša kombinacija je tole in res lahko mod o tem razlagam ful časa, ker pač obvladam temo. Medtem, če je ena tema, ki je ne obvladam, to je pa tako bolj. Tis pa je, ja, prav živčnost in tis ni cool. Tako da 5. točka je, da tudi pripravo dodaš na svoj spisek oziroma v svojo aplikacijo. Da veš, ne samo kdaj boš imel zadevo, ampak kdaj se boš pripravil na njo. In to pripravo umestiš v čas, kot sem ravnokar rekel, kdaj se boš pripravil. 6. je pa tista pika na i, ki si nastaviš še opomnik. Jaz recimo za doktorja, si ponovadi kar, v bistvu si za večino stvari, kar 2 opomnika nastavim. En je par ur pred dogodkom, en je pa par dni pred dogodkom. Tok da par dni prej je tako, takrat imam tisto, a veš, da če gre recimo za kakšen rojstni dan oziroma rojstnodnevno zabavo, imam še čas, da kaj kupim. Ali pa mislim, ta drug opomnik, je pa par ur prej, da tudi če slučajno pozabim, imam še vedno, par ur manevrskega prostora, da se zrihtam, pa spokam v avto, pa pač odpeljem, kamor se moram odpeljati. Tako da ja, opomnik, to. In tukaj pa je mobilna aplikacija edina opcija, ker pač se pravim, rokovniki zaenkrat še ne morejo zacingljati. Ok, če sam na hit preletim, dajte uporabljati eno mobilno aplikacijo in ne rokovnika. Jaz priporočam tale tik, tick se napiše. Drugo je, da si vse zapisuješ, če te pač skrbi, napišeš. Tretjo je, da si zapisuješ samo na eno in isto mesto, zato da nimaš kaosa v lifeu. Četrto je, da si dogodke in naloge vse umeščaš v čas, oziroma enih se ne da, oziroma niti niso narejene, da jih umestiš v čas, sam hočeš jih imeti zapisane, ampak vse, kar je možno, reči, takrat bom to naredil, takrat pa to, daj, umest v čas. 5. je, da tudi pripravo na te dogodke, na te naloge umestiš v čas. In 6. ding, opomnik. Ali pa celo 2, ziher je ziher. To je pa to. Na ta način se veliko bolj spi in veliko manj te skrbi. Zato, ker dejansko lahko tako gledaš. Pač v glavi se nam odvija nek film. Veš, pač ti moraš skrbeti za svoje skrbi. Ok, danes imam to, pa to, jutri imam to, pa tisto, pa... Čakaj, še nekaj je bilo. Pa tisto. In veš, imamo vsi občutek, da si moramo ta film ponavljati, ker drugače bomo kaj pozabili. In pol se namesto, da bi v glavi imeli lepo tišino, pa razmišljalo o prijetnih stvareh, stalno sam, ta skrb in je tako, bi lahko malo miru, Tako da ja, zato je fajn, da te skrbi tako rekoč prestaviš iz glave v telefon in imaš pač mir. In sploh, če zaupaš tehnologiji, ker jaz tole aplikacijo tik, lahko bi malo več o tem povedal. V glavnem zadevo uporabljam že 2 leti pa 9 mesecev in nikoli ni še zatajila. Pač dela. In je toliko dobro, ker si v tem času sem si res ustvaril, oziroma se mi je ustvarilo zaupanje do aplikacije in sploh ne dvomim, da bo pač delala. Kaj še vedno delala do zdaj, v 2 letih in 9 mesecih. In ima spiske, različne naloge hoče imeti na različnih spiskih. Eni so bolj osebne narave, eni so poslovne, eni so doktorji, eno so rojstni dnevi in pač noče imeti vse na enem in istem spisku.
Zadeva ima koledar, je zelo enostavno odkljukati in odkljukati stvari, tako da zdaj tole sem obdržal. Potem je zelo enostavno za uporabo in kar je ta glavna stvar, valjda, zastonj. Zadeva je zastonj. Sicer imajo tudi neko plačljivo opcijo pa dodatne funkcionalnosti, ampak nisem še prišel do tega, da bi kakšno rabil. Tako da ful priporočam. Pa čakaj še kaj. Se pravi, v aplikaciji sem vam povedal, pa teh 6 točk smo šli čez. Ja, spim ful dober, pa ne vem, a je to lih zaradi tega, ker svoje skrbi vestno prestavljam iz svoje glave ven. Ali pa še nisem v onih letih, ne vem, pri 30 še vedno, grem spat, pa zaspim v parih minutah, ali pa v nekaj minutah, pa pol spim pač do jutra in se zbudim naspan. In mislim, da bi rekel, da vsi, ki ne spite najboljš, je tole en boljših predlogov ali pa boljših načinov, kako začeti biti bolj umirjen, preden greš spat, pa se počasi, te skrbi, ta film, ki sem ga omenil, ki se nam skozi v glavi vrti, mislim, da je to glavni razlog, da ne spimo dobro. Tako da če so vam taki predlogi všeč, se lahko spodaj nanje prijavite, drugače pa do naslednjič, uživite.